izvoli. Ja, hvala, Andreja. Zdaj ljudje pričakujejo ne vem kakega govorca, ampak jaz sem čisto navaden človek, star 67 let, penzionist, ko ne bi rabo nič več delati, ampak jaz sem še vedno aktiven, zato ker lahko povem, da 40 let delam z ljudmi in to mi je, bom rekel, izziv vedno znova. Rad imam ljudi, ker delo z ljudmi je vedno zanimivo. Če delate, ne vem, na polju, se lahko sam seboj pogovarjate, z ljudmi je pa malo drugačne, je tudi en izziv vedno. Kaj vam bom danes predstavil? Ja, eno krasno poslovno priložnost, ki je kot pisana za tale čas nore korone, ker lahko delamo od doma. Mi praktično ljudi učimo, kako delati od doma. Verjetno se boste vsi strinjali z mano, da danes večina firm ima velike in finančne probleme in kadrovske probleme. Vemo, kaj se dogaja na tržišču, da če danes odprete svojo firmo, pa vas država onemogoči zadelati, da je to lahko katastrofa. No, tukaj v nadaljevanju boste videli Success Factory, pa vam omogoča, da že za 30 € odprete svojo firmo in delate internacionalno od doma z vso podporo, ki jo imate od tima v Sloveniji, mednarodnega tima, skratka, za 30 € lahko danes začnete delati mednarodni posel. Kaj je firma Success Factory? Jaz rad povem, da je to tovarna uspeha, ampak vedno tudi povem, da ni tovarna enega uspeha, ampak tisočerih uspehov. To sem se na lastne oči prepričal v Dubaju na 2. obletnici, kjer sem videl, da so na tistem eventu nagradili preko 350 ljudi iz držav tretjega sveta. Jemen, Iran, Jordanija, Mehika, Evrope sploh še zraven ni bilo. Vsi ti ljudje so dobili krasne nagrade, se pravi, so naredili en uspeh v tem podjetju. Vedno tudi s ponosom povem, da je naše podjetje ocenjeno s 3A+ ratingom, kar ima, mislim, da samo 35 firm od tisočih, ki so na trgu z direktno prodajo. In na to smo zelo ponosni. Tule piše, da smo prisotni v 158 državah, zdaj je že več držav, mislim, da jih je že okrog 180 in nas je že 650 000 članov. Se pravi, smo še zelo mladi, imeli smo šele 3. obletnico, tako da ste na pravem mestu ob pravem času. Odkot je firma Success Factory? Iz Estonije. Jaz pravim, Estonija je najbolj napredna država, bi lahko rekel, ne v Evropi, ampak na svetu. V Estoniji se vse dogaja digitalno, vse gre preko interneta. Rad povem, da se v Estoniji samo poročiti pa ločiti ne morete preko interneta. Vse ostalo se dela preko interneta. Volitve že 16 let nazaj so imeli preko interneta. Se pravi, imamo partnerja iz pravega okolja, Silicon Valley Evrope. Tu vidite ustanovitelja Nilsa Grossberga pa Chris Risa. Moram povedati, da Nils se je v eni podobni zgodbi kalil, kjer je videl, kaj so tam naredili narobe, da so gradili na nekih obljubah, niso imeli tehnologije, niso imeli znanja, in ko je spoznal Chris Risa, sta skupaj naredila Success Factory, kjer uspevamo resnično in smo zdaj, bom rekel, med podjetji v direktni prodaji na prvih mestih po rasti. Smo globalno prisotni, kot sem že omenil, nas je že preko 600 000, sedež se je preselil v Amsterdam, vidite pisarne po svetu, to se je zgodilo vse v 2 letih. Resnično hitro rastoče podjetje in povem vam, če se nam boste pridružili, boste tistem, ki vas je povabil, zelo hvaležni. No, če na hitro pogledamo, kakšne produkte imamo, naj takoj povem, da ni treba nič prodajati, imamo digitalne produkte, vse se dela preko interneta, nobenih vrečk, nobenega posiljevanja ljudzi, kupite mi prašek, kupite mi kremo, kupite mi sokove, ne vem kaj se. Se pravi, digitalne produkte, ki so v skladu s časom, ki so vrhunski, lahko rečem, veliko od teh produktov boste imeli tudi vi, ampak danes še ne veste. No, na hiter bom opisal te digitalne produkte, zadnji, ki ga bom opisal tudi kot zadnjega, pa smatram, da bo eden izmed, kako bi rekel, tistih, ki nam bojo prinašali pasivni prihodek, ali pa jaz rečem, meni bojo sigurno prinesli 2-3 penzije na mesec. No, če pogledamo, kateri so produkti, so to, bom vsakega na kratko opisal. Bank
ko sem jaz videl bank v Dubaju, sem mislil, da smo dobili svojo banko, ampak to je čisto nefinančni produkt, to je orodje, s katerim spoznamo svojega sogovornika, ki ga imamo nasproti sebe. Kajti ljudje smo različnih vrednot, imamo različne vrednote. Eni smo bolj recimo mahnjeni na zabavo, na nagrade, da se fajn imamo, eni pa hočejo vedeti vsako potanko, vsako vejco, vse morajo vedeti, da so zadovoljni s tistim, kar smo slišali. To je eno orodje, ki nam pomaga, da boljše komuniciramo z ljudmi in pa, če smo prodajnik, je to odlično orodje, da lahko tudi do 300% povečamo prodajo. Se pravi, do 300% lahko s tem orodjem prodajo povečamo, s tem, da mesečno, prvi mesec plačamo samo 1 evro, da ga preizkusimo, kasneje pa 29 evrov plus DDV. To je prvi produkt. Drugi produkt, tega sem se jaz najbolj ustrašil, ko sem slišal za njega v Dubaju, kajti Forex, ko sem to slišal, mi je kar slab pratelj. Ker namreč jaz na Forexu zgubil ogromno denarja, ne upam niti cifre povedati, ampak ta Forex, ki so ga tukaj lansirali, je pa povsem drugačen. Kajti, jaz sem takrat svoj denar poslal enemu podjetju na Panamo. Na Panamo, da so oni delali z mojim denarjem na Forexu. Čez eno leto ni bilo firme, ni bilo mojega denarja. Tukaj pa imam svoj denar na svojem računu, vedno likviden. In z njim delam jaz. Z signali, ki mi jih firma vsak dan pošle, oni nam dajo, kaj naj naredimo, mi copy-paste prepišemo in s tem orodjem lahko, oziroma je cilj firme, da zaslužijo stranke 10% na mesec. Zakaj? Ker imajo napredne robote, katere spremljajo še strokovni tim vrhunskih strokovnjakov, ki se s Forexom ukvarjajo že desetletja in tako da res lahko mi, laiki, trgujemo kot profesionalci. Moramo znati samo copy-paste 3 številke in to je to. V minuti dela na dan imamo 10% profita na mesec na svojem denarju, ki je vedno likviden. In kaj je še bolj pomembno, ne rabimo nobenega izobraževanja, ničesar ne rabimo vedeti, se pravi jaz kot laik trgujem kot profesionalc. To nastane mesečno 49 evrov plus DDV, če pa smo dobili še 4 somišljenike, ki jim je to všeč in ki bojo tudi kupili ta produkt, imamo potem ta produkt mi zastonj. Se pravi, to je drugi produkt. Tretji produkt je tist, zaradi katerega sem se jaz firmi pridružil, ker vem, da so kriptovalute naša prihodnost in ko sem slišal, kakšen koncept ima firma z Dacoinom, da bo to ena najbolj uporabnih kriptovalut globalno, sem rekel, to je prava zadeva, tukaj ni špekulacij, tukaj delajo na uporabnosti, ne na špekulacijah in sem takoj kupil svoj prvi paket, ker ti Dacoini jih kupujemo v paketih. Kar mi je še bilo posebej fascinantno, imamo Dachain tehnologijo, ki je vrhunska. Mi lahko rečemo, nobeden do zdaj nima take tehnologije, ki bi omogočala hitre in pa praktično zastonj transakcije. In kar je za mene bilo najbolj pomembno, da imamo vse operativne licence, da ni to nekaj na črno, pa da bo firma jutri zginila, se pravi, imamo operativne licence za to, kar počnemo. In kar je še zelo pomembno, da imamo omejeno število kovancev, 9 milijard, zdaj jih je na razpolago še nekaj čist malega, kasneje vam bom povedal, kako lahko še veliko ceneje pridete do njih, ker smo res v zadnji fazi prodaje naših kovancev in kar je najbolj pomembno, da se vrednost našega kovanca oziroma našega Dacoina zračuna enkrat mesečno na podlagi, koliko je uporabnikov in na podlagi, koliko je tistih, ki jih sprejemajo. To je pa zelo pomembno, kajti na borzi vemo, vse kriptovalute so na povpraševanju in ponudbi na borzi, tam pa vemo, kaj se dogaja, velike špekulacije in tam cene nihajo gor dol in tam se da zgubiti tudi veliko denarja, nekateri ga tudi veliko zaslužijo, ampak nobena od teh kriptovalut, ki jih je zdaj 8000, ni uporabna v praksi, da bi vi šli v bife, kupili pico, da bi šli v mehaniko, plačali servis, da bi šli v Spar, kupili fasengo. Se pravi, vse to nobena kriptovaluta ni naredila, ker nimajo prave tehnologije, ker so predrage in tako dalje. To bom zdaj na hitro tudi pokazal prednosti naše tehnologije.
proti ostalim, ki so na blockchainu, se pravi, imamo okolju prijazno tehnologijo, kar vemo, da blockchain ni, ker imajo mining in to požere ogromno elektrike, kar nekatere države tudi že preganjajo, kar posledično pomeni, da imajo počasne transakcije, prevelike stroške, niso primerni za množično uporabo, praktično večina kriptovalut, ki so na borzi, nimajo nobenih dovoljenj. Tudi da ko kupite neko kriptovaluto, moj sin je kupil za 2 jurja ene kriptovalute, ki je bila in sploh takrat, danes je ni več. Se pravi, vse je to ena velika špekulacija in skupno je vsem tem valutam, ki so na borzi, da imajo veliko volatilnost, veliko nihanje. Verjetno poznate, kaj se dogaja z Bitcoinom. Par mesecev nazaj je bil 65 jurjev, danes pa verjetno je po 30 jurjev dolarjev. Ampak ni pomembno. Bitcoin je oče vseh kriptovalut in je star 12 let, ima krasno zgodovino, ampak mislim, da je zdaj doba novih, modernejših tehnologij, kjer imamo res vrhunsko tehnologijo, ki omogoča hitre transakcije in praktično brez stroškov. Vidite, 0,005 evra. To je praktično zastonj. Nazadnje, ko sem delal transakcijo z Bitcoinom, sem plačal nekih 6 evrov transakcije in na transakcijo sem čakal pol dneva. Se pravi, to ni primerno za mikroplačila v neki trgovini. Imamo operativne licence, kot sem že rekel, in imamo stabilno ceno z mesečno rastjo. Ko govorimo o stabilnosti cene, je zelo pomembno, da je izračunana ta cena na bazi uporabnikov, se pravi tisti, ki jo imamo v lasti valuto, in na bazi tistih, ki jo sprejemajo. To so sprejemna mesta ali pa trgovci. Čeprav ni mus, da so trgovci, lahko so mehaniki, lahko so frizeri, se pravi sprejemna mesta. Na tretji strani firma zagotavlja stabilnost in kroženje in da bo uporabna kriptovaluta z velikim ekosistemom, ki ga gradijo. Kaj pomeni ekosistem? Je čisto enostavno, da imamo, kot imamo danes v življenju, možnosti plačila z fiat valuto, da imamo od tehnologije DAG Wallet na denarnico na telefonu, da imamo DAG Telekom, od financ, bankomate, kriptokredite dobimo, menjalnico Swipex, imamo darilne kartice, od zabave, loterije, stave, igralništvo. To je industrija, kjer se zapravi ogromno denarja. Zdaj lahko plačujemo to vse z našo kriptovaluto. Potem imamo socialnih storitev, dobimo zavarovanja, dobimo turizem, potem imamo trgovine Dark Market, to je kot eBay, kjer vse lahko plačamo in kupujemo z našo kriptovaluto. Potem imamo aukcije, ponudbe za delo, turizem sem že omenil. Potem imamo storitve za trgovce, kar je zelo pomembno. Naš produkt, oziroma bom rekel, plačilni procesor dobijo vsi trgovci brezplačno. Prej sem omenil, kako se računa cena, no če pogledamo, rekli smo, da nas je nekaj čez 600 000, to prinese 60 centov, na drugi strani je cirka 1500 sprejemnih mest na celem svetu, to je še zelo malo, ker smo šele praktično začeli, in je cena v tem trenutku 67 centov. Se pravi, to je isto, kot da vam nekdo danes ponudi Bitcoin, ne vem, po 100 evrov. Tako poceni lahko kupite našo kriptovaluto. Govorimo o uporabni kriptovaluti. Ne govorimo, da boste vi danes poceni kupili kriptovaluto, pa jo boste želeli jutri prodati po višji ceni. Ne, naša logika je, da kupimo danes poceni in jo uporabimo, ko bo cena kriptovalute visoka. Tukaj vidite, kakšna je prognoza. Ko nas bo, ne vem, 100 milijonov, kar je cilj firme, bi naj bila cena naše kriptovalute 100 evrov. Kdaj bo to, vam ne morem povedati. Lahko pa nekje z gotovostjo trdim, da bo šla cena naše kriptovalute v naslednjih 2 letih strmo gor. Zakaj? Ker smo v zaključni fazi trženja naše kriptovalute preko Success Factorja, ker bo firma sama razdelila 6 milijard zaradi tega, ker se vse stvari hitro menjajo, ker je doba kriptovalut tu, fiat valut kmalu verjetno ne bo več, zato se je firma odločila razdeliti 6 milijard velikim sistemom, velikim menjalnicam, vladam, ki se zanimajo za našo kriptovalute, zato bomo naenkrat dobili ogromno potencialnih sprejemnikov naše kriptovalute, na drugi strani ogromno uporabnikov, ker bo to razdeljeno v naslednjih 2 letih, tudi pričakujem, da bo cena valute strmo zrasla.
No, prej sem omenil, da se naša kriptovaluta kupuje v paketih, ker je firma Success Factory začela najprej delati v državah tretjega sveta, kot so Iran, Jemen, Jordanija, Latinska Amerika, afriške države, so naredili najmanjše pakete že za 25 evrov. Se pravi, čisto vsak zemljan si lahko privošči našo kriptovaluto. Za Evropo pa nekje od 50 evrov pa do 5000 evrov. Tukaj ni dobrodošel tisti milijonar, ki bi rekel, jaz bom pa kupil, ne vem, 3 milijone vaših kovancev. Ne more, ni dobrodošel. Se pravi, lahko kupi 3 pakete po 5 jurjev na 3 svoje pozicije in to je to. Vsak paket, ki ga kupimo, vežemo na 1, 2 ali 3 leta. Zakaj vezava? Da damo sebi čas, da vidimo, da je to plačilno sredstvo, da je to denar, da damo firmi Success Factory čas, da zgradi večji ekosistem, da pride več noter sprejemnikov, da bomo imeli res nešteto možnosti za potrošiti naše dakojne in kar je zelo pomembno, da cena zraste, da jo bomo uporabili ne zdajle po 76 centov, ampak da jo bomo uporabili takrat, ko bo cena 10, 20, 30, 40, 50 evrov, takrat jo bom jaz uporabil. Jaz imam že danes proste dakojne, pa bi lahko plačal servis avtomobila v Sloveniji z dakojni, ampak jih ne dam, ker jih je škoda. Jaz čakam, da bo cena visoka. Se pravi, v paketih. Ko ga vežemo, jaz svetujem vedno na 3 leta, sploh zdaj, ker so čist na koncu, da ga vežete na 3 leta, pogledajte paket za 5000 evrov, celo dobite 90% zraven obresti ali pa za zvestobo, ker boste čakali 3 leta. Tisti, ki veže na 2 leta, samo 35%. Se pravi, večji je paket, večji je odstotek te nagrade. No, zdaj bomo pogledali še nekaj, kar je zdajle za vas zelo aktualno. V tem trenutku, do konca meseca, imamo dvojne dakcoine. Tule je sicer star slajd, ampak do kraja tega meseca. Dvojne dakcoine. Se pravi, vi jih ne boste kupili po 76, ampak veliko ceneje, kar lahko pokažemo na tele tabeli. Recimo, če vzamemo paket za 5000 evrov, vi danes kupite dakcoine mnogo ceneje, kot sem ga kupil jaz pred skoraj 2 leti. Pred letom pa 3/4, bom rekel, sem ga kupil po 36 centov. Vi, če kupite ta največji paket in ga vežete na 3 leta, ga dobite po 20 centov. Po 20 centov. To je isto, jaz pravim, kot da bi Bitcoin danes kupili po par 100 evrov. No, če pogledamo malo naprej še, tisti zadnji produkt, na katerim smo pa vsi navdušeni, resnično, jaz pravim, to bo generator pasivnega prihodka. In jaz sem prepričan, da čez 3 leta, bom jaz rekel državi, hvala lepa, lahko vzamete to penzijo, za katero sem delal 40 let, pa ni vredna, da je rečem nek dohodek, ker bo ta produkt, mi rečemo projekt, prinašal neverjetne dobičke tistim ljudem, ki bojo danes razumeli, kaj jim želim povedati. To je The View, virtualna prihodnost. Vsi bojo v naslednjih 5 letih imeli tale očala. Marsikdo se mi bo zdajle smejal. Pred 30 leti, če vam bi eden rekel, da boste vsi imeli telefon, bi mu rekli, da je nor. Da vam pa rečem, da lahko imate od teh očal, če boste danes razumeli, kar vam želim povedati, vsak mesec še penzijo zraven ali pa več, pol boste pa me po rokah nosili, če se boste pravilno odločili. Se pravi, The View, to je industrija, ki je napovedana taka rast in že raste 17% na leto. 390 bilijonov, milijard do leta 2025. Nekako smo prepričani, da lahko mi večino tega prometa ustvarimo sami s tem produktom, če bojo ljudje razumeli, kaj jim želimo danes povedati. Kaj je to? View je platforma za navidezno resničnost. Jaz vam ne bom tega bral, ker si lahko sami preberete. Danes je odličen čas za lansiranje tega produkta. Kajti, ta korona kriza je povzročila eno velikansko škodo turizmu, pa ne sam turizmu, vsem ostalim branžam. In Success Factory se je odločil februarja meseca, da začnemo s turizmom. Kar pomeni, da boste vi s temi očali, ki ste jih videli, iz svoje dnevne sobe lahko obiskali praktično vsak kotiček na tem planetu. Začeli smo, zdaj imamo, mislim, da 45 držav, ki jih boste lahko v prihodnosti virtualno obiskali za malo denarja.
Kar pomeni, začeli smo s turizmom, potem pride šport, zabava, nakupovanje, to bo velika, velika tržna niša, izobraževanje, nepremičnine, odlična zadeva za tiste, ki prodajajo nepremičnine, da bojo lahko svojim strankami svoje pisarne pokazali vse objekte, ki jih prodajajo. Igrice, stave, to že poznamo, poslovne storitve, vse to prihaja, ampak začeli smo s turizmom. No, če na hiter povem, kaj pomeni virtualna stvarnost v turizmu. Povedal bom čist plastičen primer. Vsi poznamo Kolosej v Rimu. Kolosej v Rimu je leta 2018 obiskalo 7,5 milijona ljudi. Vsi ti ljudje so plačali 35 € vstopnine. Danes Kolosej sameva, nimajo nobenega prometa. In lastniki Koloseja komaj čakajo, da pridemo s ponudbo in bomo imeli pol karte, ki jo bojo ti ljudje plačali, recimo 5 €, ne vem, pol jo bojo dobili oni, pol bomo dobili mi. In tisti ljudje, ki bojo sodelovali v tem projektu, imajo lahko od tega ogrom dobiček. Kasneje bom točno povedal, na kakšen način. Poglejte, recimo, kako se bo to uporabljalo. Večina naših staršev, ki so bili ali so še v domovih za ostarele, bi zelo, zelo rado potovalo. Na takšen način bojo oni obiskali lahko Eiffelov stolp, lahko bojo vse muzeje obiskali. Se pravi, za malo denarja bojo ti ljudje izpolnili svoje življenjske sanje. Morate vedeti, da 5 milijard ljudi nikoli ni stopilo na avion. Vsi ti ljudje imajo telefone, imajo internetni dostop, zdaj posebej, ko so nas povezali s temi sateliti. Praktično imamo 7 milijard ljudi, ki bodo uporabljali naš produkt. Zdaj pa si zamislite, da imate vi od vseh teh ljudi lahko nekaj malega. Tole se bo dogajalo pri izobraževanju. Nepremičnine sem že omenil. Iz pisarne nepremičninskega agenta si bo človek pogledal, recimo nekdo, ki ima iz Pule ali iz Reke 100 vil na Jadranu v prodaji, na takšen način bo te vile pokazal. Da ne govorimo o izobraževanjih in tako dalje, to se danes že dogaja, ampak nihče se ni lotil tako prodaje na ta način, kot smo se lotili v firmi Success Factory. V zdravstvu se to že uporablja. Se pravi, različna uporaba tega produkta bo prišla v naslednjih letih v poštev in vi lahko imate ogrom dobiček od tega. Na kakšen način? Ja, čisto enostavno. Ko vam bi recimo pred 30 leti nekdo rekel, lej, investiri 500 € v mobilno telefonijo, pa boš dobil čez 30 let od vsakega pogovora, ne vem, par centkov, bi vsi rekli, ta je nor, nobeden ne bi tega upal narediti. Danes vam pa to ponujamo in z gotovostjo trdimo, da imamo v rokah najboljši produkt v zgodovini. Se pravi, v tem času, ko nobeden ne more nikamor potovati, bo lahko s tem produktom potoval in vi lahko imate nekaj od tega. Če si seveda danes kupite deleže v tem projektu, deleže od 125 € do 1000 €. Lahko jih kupite, kolikor hočete. Eni si jih lahko kupijo 10, če imajo denar, ne? Se pravi, kupimo si 125, 250, 500 ali 1000 € in dobimo deleže, mi rečemo junice. Te deleže oziroma junice, pakete predstavljajo različne države. Basic, to so tiste najcenejše države, ultra so pa tiste najbogatejše države, kjer so največji dohodki. Recimo ultra lahko kupite za Nemčijo, Anglijo, Francijo, Dubaj, Arabski Emirati. Se pravi, različne vrednosti posameznih držav. In te pakete potem lociramo v posamezno državo. Recimo, pokažem Italijo. V Italiji je 5500 junicov na razpolago. Praktično pomeni, če bi vsak kupil enega, je to 5500 ljudi, ki si bo razdelilo ves promet iz Italije. Ne ves, ampak 5% prometa si bo razdelilo 5500 ljudi. Ne bo se jih toliko razdelili, ker jaz imam 2 paketa. Se pravi 4999, se hecam. Ampak resnično, jaz sem prepričan, da bo Italija zelo, zelo dobičkonosna država. Zakaj? Ker vemo, koliko je turizma v Italiji, koliko je šopinga v Italiji, da ne govorim naprej.
Se pravi, 5500 ljudi si bo razdelilo 5% prometa, ker sem jaz svoje deleže dal v Italijo, 2 paketa, se pravi 1000 evrov. Jaz pričakujem v roku 5 let ali pa že v 2 letih, da se bo začel en promet pravi dogajati in sem prepričan, 2, 3, 4, mogoče sem skromno rekel, penzije pričakujem iz tega projekta. Tu je Nizozemska, pogledajte, 2700 junicov, se pravi 2700 junicov, če bi kupil vsak enega. In 5% prometa iz cele Nizozemske se bo delilo med te ljudi. Tu so še druge države, no zdaj imamo tule ravno akcijo do konca meseca. Imajo te države, nekdo mi bo mogel pomagati, ene države nisem najdel, imajo dvojne junice, se pravi, dvojne junice dobimo, če to državo lociramo, recimo, paket lociramo v Španijo, Estonijo, Egipt, Meksiko, Jordanijo, pa Nizozemsko, pa Arabske Emirate. Dobimo dvojne junice, ampak to je drug dohodek. Mi rečemo, da imamo 2 pula. Regionalni pul je tist, kamor smo locirali ta svoj paket. Imamo še pa globalni pul, kamor grejo vsi, se pravi vse stranke, vsi, ki smo kupili te pakete, grejo v globalni pul. Iz tega pula pa si bomo vsi delili 1% od prometa, se pravi od vseh držav 1%. In trenutno, recimo, ker nam da paket za 1000 evrov 21 junicov, do konca meseca dobimo 42 deležev v globalnem pulu, kar pomeni duplo, da bo to en velik dodaten promet, na katerega sploh ne računam, kakšen bo. Jaz pravim, že če dobim 5% iz regionalnega pula, bo to kapa, čez kapo. Tole bo pa še vse dodatno, se pravi različne države, različne cene. Tako da, vprašajte prijatelje, ki so vas povabili, kateri paket se odločite in kam ga boste locirali. Se pravi, imamo globalni pul, bomo delili si 1%, iz regionalnega pula 5%, to bo, jaz govorim za sebe, najmanj 2, 3, 4 penzije, pa global pul še zraven, pa recimo, da bo to res polna kapa, jaz imam to zadost. Potem za tiste, ki delamo ta posel aktivno, lahko dobimo še leadership pul, to je pa za tiste, ki želijo res profesionalno delati ta posel. To boste tudi vprašali vaše prijatelje. No, do zdaj je prodaja po državah šla takole nekako, to je, bom rekel, kar frišen podatek. Arabskih Emiratov je prodanih skoraj 60%, Jordanije 50%, Italije tudi skoraj 50%, je pa država Bali razprodana, bila v parih dneh. Tudi jaz sem ga kupil, ker je samo 1000 junicov bilo na razpolago. In to so ljudje pograbili, ker vejo, da si bo delilo ta prihodek iz Balija samo 1000 ljudi. Tako da še vedno imate ugodne, ker so dupli junici za države, ki sem jih omenil, vprašajte prijatelje in naredite to še danes. To vse lahko plačate s kartico, upišete se, plačate 30 evrov, ker se splača biti tudi naš sodelavec, boste videli v nadaljevanju, kaj lahko imate od tega. Če pogledamo, kak je poslovni načrt, februarja smo štartali s 25 državami, danes jih imamo 45, da ne govorim, da smo dobili marketplace, ki še zdaj ne bo zalaufal, ker so še vse države na voljo, ko jih pa ne bo, jih boste pa lahko kupili na marketplaceu, ampak ne več po jurja, ampak recimo Arabske Emirate, verjetno bojo Američani kupovali poleti ali pa v jeseni, ko se bo Amerika odprla, kar po 2 jurja, zato ker jih ne bo več. Potem imamo že prve primere, potem bomo imeli izkušnje in beta lansiranje bo na 4. obletnici v Dubaju, upam, da bomo že potovali, da bo konc te korona norije in potem se že pričakuje neki dohodek iz tega in leta 2023, ko bo 5. obletnica, bo pa to laufalo na polno in jaz sem prepričan, da takrat se bojo vsi tisti, ki bojo imeli te deleže, veselili kot mali otroci. No, to so bili produkti. Zdaj pa tisti najvažnejši produkt, ki je za mene osebno, vam povem, tudi za vas, mora biti najpomembnejši. Zakaj? Ker lahko za 25 evrov plus DDV odprete svojo spletno trgovino. Lahko delate ne glede kje po svetu, tudi Američane že opisujejo, čeprav še ni Amerike noter, ampak vem, delate lahko na celem svetu, kjerkoli človeka poznate.
posredujte mu to informacijo, povabite ga na webinarje, ga imamo v vseh jezikih, ali mu pošljite posnetek. Če se on odloči, ste vi nagrajeni. Se pravi, s tem dobite, za temi 25 evri plus DDV na leto, dobite res vse, podporo, spletno trgovino, obračune, kar vam še nisem povedal, v naši firmi je plača vsak ponedeljek. Marsikdo je slabe volje, ko se približuje ponedeljek, ker mora iti v službo, ki jo mogoče tudi ne mara. Mi se pa ponedeljkov veselimo, ker dobimo plačo. In to, ker 3 provizije pridejo v ponedeljek, ostale pa malo kasneje vam bom kasneje povedal. Se pravi, s temi 25 evri imate zagotovljeno vse. Zanimivo je, če si ljudje danes odprejo SP ali pa DO, kaj morajo vse investirati, kaj morajo vse imeti, da ne govorim strošek za plače, najemnine, pa imajo bolniške, pa elektrika, pa telefon, pa voda, pa smeti, pa reklame, pa avtorske pravice, tisti, ki imajo bife, glih danes mi je ena rekla, koliko plačuje tega sranja, ne ve za koga. Potem imajo varstvo pri delu, pa zdravniške preglede, pa inšpekcije, pa zdaj še te PCR teste. Se pravi, za podjetnika je en kup, bom povedal po domač, enega sranja, da lahko dela svoj posel. Potem ga še pa država onemogoča. Tukaj vam pa za 25 evrov ponujamo vse, vse. Naučimo vas, kaj delati. Poglejte, to so provizije, pa ne bom vse povedal. Teh par provizij, ki so tule, prve 3 dobimo vsak ponedeljek, seveda, če delamo, pa če jezika ne držimo za sebe, pa če nobenemu ne povemo, ne bo nič, ne? Se pravi, moramo govoriti z ljudmi. Če pogledamo prvo provizijo, to je osebna prodaja. Povabili ste kolega na webinar, on se je odločil, je kupil View ali pa je kupil Coine za 5 jurjev, vi imate v ponedeljek 500 evrov na svojem računu. Se pravi 10% od lastne prodaje. To je bila lastna prodaja. On se je odločil na podlagi informacije, mi nismo finančni svetovalci, mi samo potrebujemo krasno informacijo, človek si je pogledal, rekel super, zadeva kupil, vi ste dobili provizijo. Se pravi, niste delali, samo povedali ste človeku, ne pride na webinar. Potem imamo skupinsko provizijo. Ta je zelo zanimiva in marsikdo reče, jaz ne bom delal skupine, jaz bom to za sebe kupil, ampak jezik ga pa srbi, bo povedal sosedu, bo povedal bratu, sestri, kupil ste eno fajno zadevo in tudi on bo kupil. In že se tu začne delati, ko rečejo ljudje, jaz pa ne bom delal piramide. Ni to piramida. To mi delamo praktično reklamo vsak dan za trgovce, za gostilne, za frizerje, za mehanike. Tukaj pa povemo naprej dobro informacijo in ko ljudje kupijo, mi dobimo provizijo. In ko oni naprej povejo, se vam zgodi en tim, ena skupina, od katere ste tudi plačani. In recimo jaz po tem času, kar delam, se mi je zgodila skupina 500 ljudi. Pa to ni moja zasluga. To je zasluga tistih ljudi, ko sem jih jaz povabil, ker so povedali naprej. Se pravi, samo reklama od ust do ust in širi se skupina. In če se zgodi recimo en takšen promet, kot ga vidite tu, leva skupina 7500, desna 12500, zakaj 2 skupine? Ker je firma uporablja, jaz lahko rečem, odličen sistem in najbolj pošten sistem za deljenje dobička v takih zadevah. Binarni sistem ali pa sistem na 2 ekipe, na 2 noge, 2 veje, sploh ni pomembno. In ko se je zgodil takšen promet, ste vi plačani 10% od šibkejšega tima. Se pravi, šibkejšemu timu želite pomagati, da bo še bolj delal, da bo več provizije. 10% vsak teden od šibkejše skupine. In kar je najlepše, tu je neka razlika, 7500, 12500. To vam nihče ne vzame, to vas čaka za naslednjo obdobje, naslednji teden. Se pravi, vas vse počaka. Potem je še ena krasna skupina, mi rečemo, to je ne skupina, nagrada za vodenje ali pa leadership. Marsikdo bo rekel, jaz nisem vodja, jaz nam vodo. Ampak vam povem, če boste poiskali 2 tale rumena, ki jih vidite tule, 2 rumena, ki sta željna zaslužka, ki rabta, ki sta zgubila službo, ki želita delati, ne delati, povedati naprej. Ona 2 boste naredila to, če vi želite ali pa ne. Ko boste naslednjega opisali, ona 2 sta že nekaj naredila, ja naslednjega pod njih, pod tega njihovega opišete. Zato mi temu rečemo timsko delo. Vidite, tile rumeni so potem vaši, zato ker ste videli, kaj se dogaja in ste začeli naprej vabiti ljudi na webinarje in ljudje so se odločali in taka skupina se vam zgodi, vi želite ali pa ne. In do 10. globine imate še procente.
do 10. globine. Moram vam povedati, jaz delam priporočilni marketing oziroma direktno prodajo od leta 80. V nobeni firmi še nisem videl tako poštenega nagrajevanja in tako lepih nagrad. Mene so očarale te nagrade, ker sem bolj po naravi rdeča oseba, se pravi, jaz imam rad nagrade, da se fajn zabavamo, da potujemo. In ko sem jaz videl tale avto, sem rekel, tole bi pa jaz imel. Namreč pred enimi 15 leti sem pri eni firmi dobil avto za 1 leto. S tem, da sem tam naredil 3-krat večji promet, kot ga je potrebno narediti tu, kjer dobimo takšen avto v trajno last. Tam sem ga dobil za 1 leto v uporabo. In takrat sem rekel, ta avto bo moj, 3 leta si dam sebi časa. Zakaj? Ker imam 15 let star avto na dvorišču. Se pravi, ne bom kupoval novega avta, tako nekateri, ko si vzamejo leasing na 7 let, pa komi dihajo, živijo iz meseca v mesec. Ne, z delom 2-3 ure na dan ali pa mogoče še manj, kakšne ljudi pripeljete, pa imate lahko tak avto tudi vi, seveda z tem, da se vi odločite danes pozitivno. Vse te nagrade smo videli podeljene v Dubaju. 350 ljudi je dobilo te nagrade. Takrat je bil podeljen tudi tale Ferrari, par Mercedesov, da ne govorim, da je potem bilo po tem dogodku še 3 taki dogodki, isto število ljudi je dobilo te nagrade. Zato sem tako trdno prepričan v Success Factory, da ima najboljše in najbolj pošteno nagrajevanje. No, da ne bom toliko o teh nagradah, ker marsikdo se ustraši teh nagrad in nam na te stopni prezentacije pobegnejo dol. Potem je še nagrada DuckPay. DuckPay je naš plačilni procesor, ki ga dobijo vsi trgovci, oziroma vsi tisti, ki želijo sprejemati iz SPA, DOI, sploh ni pomembno, kjerkoli danes sprejema valuto, fiat valuto lahko sprejema tudi naš DuckCoin. S tem, da bo dobil ta plačilni procesor povsem brezplačno, nikoli ga ne bo nič koštal, pa še ogromno reklamo, kajti, da je sprejemnik našega DuckCoina, vidi cel svet. Na iskalniku Merchant Finder vam bojo kolegi povedali, kje to pogledate, vidite, kdo sprejema naše DuckCoine. In če takega seveda opišete, dobite za njega 100 evrov. On dobi reklamo, nič ga ne stane, vi dobite pa 100 evrov. Tako da ne vidim problema, zakaj nekdo ne bi bil naš sprejemnik. Za tiste, ki želijo hitro štartati, še ena nagrada 500 evrov ali 1000 evrov, to pomeni 5000 evrov prometa v prvem mesecu, ko ste se včlanili, ali pa 10 000 evrov prometa. To so še vse nagrade, ki jih je možno pobrati. Evo, to smo na koncu naše prezentacije. Jaz pravim, tako ljudje se ustrašijo, ko so vse to slišali. Vam povem, ko sem jaz to slišal, nisem njemu blage veze. In še marsikdo, ko je danes to slišal, ko so slišali to prezentacijo, niso vedeli, zakaj se gre. Ne se bati. Vse boste lahko slišali, še ne vem kolikrat, pogledali posnetke. Stvar je čisto enostavna. Ne rabite vedeti nič. Samo morate vedeti, kako se ljudje pravilno povabijo na webinar. Da ne rečejo, ja, pridem, pol ga pa ni. Vi morate zagotoviti, da bojo ljudje to slišali. In mnogo se jih bo odločili. Tisti, ki jim boste pa vi sami povedali za šankom v parih besedah, ne bojo se odločili. Morajo slišati prezentacijo, mogoče celo 2-krat. Tako vam povem, vi, če danes pristopite, delate za sebe, ampak nikoli ne ostanete sami. Imate res globalno, lokalno podporo, webinarje, če bo treba vsak dan, če bo treba 3-krat na dan, ni problema, več ko nas bo, več bomo imeli webinarjev. Tako da, evo, to je vse od mene za nocoj. Mi imamo še en krasen moto, da bomo skupaj spremenili svet in da je vse odvisno od nas. Nobeden vam ne bo nič dal, če se ne boste vi tako odločili. To je to. Jaz sem malo ostala brez besed, zato si mogla na koncu reči, to je to, ker sem še kar čakala, kaj boš povedal, ker je bila taka energija na nocojšnji prezentaciji. Ja, res je, čas je zdaj in zagrabite ga, it's all about you. Firma bo šla naprej z nami, z vami in tisti, ki boste rekli, ne, mogoče še ni ta prav čas, nič hudega, včasih rabimo ljudje, kakšen dan, 2, ampak ne čakajte na priložnosti, zaradi tega, ker vedno je pač tista varianta, ki rečemo, joj, če bi bil na začetku zraven. To je ta prvi
ta prva misel, kaj bi dal, da bi bil na začetku, kaj bi dal, da bi bil takrat, ki je bil, ne vem, 2.9 Bitcoin, ki je prišel in podobne stvari. Kaj bi dal, da boste zdaj na začetku zraven? Rečite hvala vašim prijateljem, ki so vas danes povabili. Vprašajte jih, kako ste zraven in se vas veselimo na naslednjih prezentacijah. Bodite skrajno in maksimalno lepo, poletje še traja, poletje še ni konc, mi smo tukaj vsak dan, smo z vami na razpolago 24/7, ker gremo naprej in delamo naprej. Gremo mi naprej s podjetjem. Lepo bote, en lep večer želim vsem skupaj. Boris, te pa še enkrat hvala za super, super power energy.